V sredo 12. oktobra 2016 je potekala 44. seja Državnega sveta Republike Slovenije. Imeli smo kar nekaj točk, nekaj tudi umika, nekaj razširitev, pa vendarle bi lahko rekel, da smo izpostavili nekaj pomembnih stvari, kot so proračun Republike Slovenije za leto 2017, 2018 in pa predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017-2018. Lahko povem, da je seveda Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance podprla vse tri predloge, ki so bili za proračun za 17-18 in zakon o izvrševanju, vendar pa so na sami seji predvsem predstavniki lokalnih interesov, ki nekako še vedno niso zadovoljni, morda tudi in verjamem, da tudi upravičeno, niso zadovoljni z izkupičkom pogajanj, ki so jih imeli z vlado oziroma z predstavniki ministrstva. Seveda so se tukaj pojavile še nedoločene druga vprašanja, ki so potrebovala jasne odgovore, pa vendar lahko rečem, da jih nismo dobili. Torej smo državni svetniki nekako pri glasovanju izrazili nepodporo proračuna za 17-18 in pa tudi seveda zakonu o izvrševanju proračuna. Verjamem, da je ta tematika zelo žgoča, zelo napeta, ima veliko pravih in različnih mnenj, ki pa seveda bojo v prihodnosti se še bolj razplamtela in dajala en ton sprejemanju proračuna za leto 17 in 18. Sigurno se mi zdi pomembno, da ob tej priložnosti povem, da so bile dane dve pobude za zahtevo ustavnosti. Eno je imel gospod Kovšca in eno je imel gospod dr. Zoran Božič. Obe so bile podprte z veliko večino, tako da smo lahko veseli, da so te dve pomembni pobudi šli naprej. Prav tako pa smo obravnavali še tri povzetke posvetov, ki smo jih imeli, to je mlečna kriza, kako jo rešiti, predlog sprememb in dopolnitev zakona o visokem šolstvu, učni jezik v visokem šolstvu ter pa izvajanje lokalnih javnih služb. Vsi trije posveti so bili zelo dobri, strokovni, pravi, govorili so o stvareh, ki nas danes starejo, tako mlečna kriza, kako jo rešiti, in srečni smo, da se je ta situacija v tem vmesnem času že malo izboljšala. Prav tako v visokem šolstvu in pa slovenskem jeziku v visokem šolstvu je seveda diskusija še vedno zelo živa in iz teh naših posvetov lahko seveda tudi druge inštitucije povzamejo nekaj naših misli. Prav tako pa je bilo zelo pomembno, zaključki posveta izvajanje lokalnih javnih služb, kjer smo skupaj z Računskim sodiščem razpravljali o delovanju javne uprave v občinah, v lokalnih skupnostih, kakšne možnosti so in kakšne pasti so pri izvajanju teh področji. Na koncu smo ugotovili seveda, da je potrebno resno se lotiti spremembe zakonodaje, sistemsko urediti stvari in šele na to bodo lahko vse te stvari in problemi našli prav način delovanja in pa pravo pot, ki bo korektna, profesionalna in pa predvsem zakonita. Izjemno sem zadovoljen, da je Državni svet na današnji 44. redni seji potrdil predlog pobude za oceno ustavnosti dveh zakonov, Zakona o zdravstvenem zavarovanju in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju dve. Gre za dva člena v obeh zakonih, ki omejujeta oziroma določata regresne zahtevke zdravstvene in pokojninske zavarovalnice iz naslova odgovornosti delodajalcev za poškodbe oziroma nesreče pri delu in odpravljanje posledic le-teh. Obrtniki in podjetniki in tudi velika večina državnih svetnikov smo na stališču, da so določbe omenjenih dveh zakonov v veliki meri presegle osnovno intenco zakona. Ta intenca pa je zmanjševanje nesreč pri delu, zmanjševanje poškodb pri delu in doseganje odgovornega odnosa delodajalcev do svojih zaposlenih. Regresni zahtevki namreč ogrožajo samo eksistenco podjetnikov, posegajo v svobodno gospodarsko pobudo in nalagajo podjetnikom preveliko odgovornost, ki je popolnoma nesorazmerna z njihovo krivdo pri posameznih škodnih dogodkih. Več sodb Vrhovnega sodišča,
govori v prid tej trditvi, ker je Vrhovno sodišče razveljavljalo nekatere regresne zahtevke zdravstvene in pokojninske zavarovalnice, ki so bili delno upravičeni ali pa so bili odškodninski zahtevki previsoki. Pozdravljamo možnost, da se najde rešitev na tak način, da se višina škode, ki jo zdravstvena in pokojninska zavarovalnica refundirata od gospodarstva, limitira oziroma da se vsaj do te mere določi, da bo zanimiva za komercialne zavarovalnice, ki bodo tovrstno odgovornost lahko zavarovale. Državni svet je praktično z vsemi glasovi za in z nobenim glasom proti danes sprejel zahtevo za oceno ustavnosti novele Zakona o varstvu okolja. Gre za logično nadaljevanje našega stališča, ki smo ga izrazili pred nekaj meseci, ko je Državni svet vložil na to novelo veto, ki je bil potem seveda kasneje neupoštevan, ker so v Državnem zboru ponovno potrdili zakon, no, ampak mi smo še vedno prepričani, da te spremembe zakona prinašajo izjemno škodljive posledice za slovensko okolje, za zdravje ljudi in smo ugotovili in trdimo, da je ta novela v več členih v nasprotju s kar 5 členi Ustave Republike Slovenije. Izjemno smo zadovoljni, sem osebno tudi zadovoljen s podporo kolegov državnih svetnikov, tudi kolegov delodajalcev, kar je izredno pomenljivo, kajti zavedati se moramo, da, kar se je tudi v razpravi zelo lepo pokazalo, imamo po starem recimo kapitaliste, po novem delodajalce, ki imajo v rokah kapital in s tem moč, ne glede na to, ali so domači ali tuji, med njimi najdemo tudi take, ki skušajo kovati dobičke na račun zdravja ljudi in, če se na nek način zelo plastično izrazim, spreminjajo Slovenijo v smetišče. In mi kot državni svetniki smo očitno soglasno sklenili, da tega ne bomo dopustili.